V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli četrtek gostili pogovorni večer z Urošem Lipovščkom. Uroš Lipovšček je doktor politoloških znanosti, novinar, nekdanji zunanje politični komentator RTV Slovenija, publicist in profesor mednarodnih študij. Je strokovnjak za islam in v televizijskih oddajah komentira aktualno politično dogajanje. Teorija pravi, da Združene države Amerike pod nobenim pogojem ne bodo dovolile nobeni državi, da bi kakorkoli ogrozila ameriško hegemonijo. To se pa sopada s časom, ko so v Združenih državah Amerike od Clintona, pa posebej Bushev naprej, začeli predovati tako imenovani neokolni. To pomeni neokolni, oni so ta struja, posebej močna republikanski stranki, zdaj pa tudi demokratski, hoče z vojaško silo preprečiti, da bi katerakoli sila ogrožala ameriško svetovno hegemonijo. Novost je zdaj to, da ta sila ni več omejena samo na to, da se bo soočala z nasprotniki, to pomeni s Kitajsko in ostalimi državami, ampak Američani so se osredotočili tudi na to, da poskušajo izvleči ekstra profit tudi iz zavezniških držav. To pomeni tudi iz Evrope, Japonske in tako naprej. No in dejstvo je bilo, da so vse te razvite države, vsi, pa tudi Kitajska, so investirali v Ameriko, ki je ustvarjala devizne primanjkljaje, trgovinske primanjkljaje, pa plačilne primanjkljaje, jer so Američani to financirali z izdajo državnih obveznic, tako imenovanih treasury bonds, in ves svet je to kupoval. In danes znaša ta dolg ameriški v teh državnih obveznicah že približno 40.000 milijard dolarjev. To praktično se ne more izplačati. Kitajci so imeli 1400 milijard, pa zdaj oni so pametni, pa počasi to dvigujejo, pa moje zdaj še 700, drugi so bili Japonci. Zdaj so začele celo evropske države dvigovati te prispevke in seveda to je za Ameriko postal velik problem, ker se postal vprašanje, kdo bo še naprej financiral ameriški plačilni in trgovinski primanjkljaj oziroma standard povprečnega Američana. To je zdaj velik in tukaj je prišlo do tega, da je ko je prišel na oblast Trump svojo imperialistično logiko, ki jo ima, je seveda se lotil enega nove prerazdelitve sveta na interesne sfere. To svet je bil vedno razdeljen na interesne sfere. Velike države so si od imperijev v Mezopotamiji pa rimskega imperija naprej vzele pravico, da so odločale in vladale silom in milom v državah v soseščini. No, Amerika je pa prva država, ki pa poskuša to uveljaviti na globalni ravni. No, in ker so ugotovili, da so v velikih težavah, da cel svet ni več pripravljen financirati nekoga državnega primanjkljaja, so postali zelo agresivni in so se začeli boriti za nove interesne sfere.